Ojla, dragi starši, imam mal počen glas, ker sem prebolela virozo, upam, da sem jo, mal me še daje. Še dobro, da obstaja make-up, ker drugače izgledam zelo bogo. Vsa bleda, spodočnjaki in tako. Včasih prav pride. Ja, in tudi te bolezni pridejo prav zaradi tega, ker nas pač ustavijo, da si končno odpočijemo. In midva sva dale res imela za sabo res eno noro divje obdobje, ko sva pridno delala. Mogoče bi kdo rekel, lahko bi se malo vmes ustavljala, lahko bi delala počasneje, ampak se sploh ne gre za to, ker pač, a veste, takrat, ko je adrenalin, se ne zavedaš tega. Jaz nisem imela sploh občutka, da sem utrujena ali pa karkoli. Sam, ko sva naredila pikico, sem najprej padla dol, jaz pol pa še Albert, tako da. To so posledice, ampak bova zdaj prišla hiter k sebi, zdaj sva počivala od četrtka do danes, sva si vzela tudi malo bolniške. Tako da, evo, tukaj sva. Kar bi vam rada danes povedala, je nekaj pojasnil glede najvodil za najstarše oziroma temeljnega vodnika, ker vidim, da sva spet naredila nekaj zelo zapletenega oziroma nekateri od vas ne razumete čisto jasno. Najprej bi se vam zahvalila. Včeraj sva odprla prednaročila, knjigo lahko kupite 10 € ceneje. Na najini spletni strani vam bom tudi pripela tukaj od spodaj link, pa imate tudi že link na izštekanih najstnikih od včeraj, ki dela. Ne vem, zakaj na začetku ni hotel delati. Malo se je pohecal z mano in z mojim adrenalinom. Knjig sva prodala ogromen, tako da sem jaz danes zjutraj, ko sem pogledala, sem tako res sem vam hvaležna. Hvaležna sem vam za zaupanje, zato da ste pripravljeni delati, in najbolj sem pa hvaležna zato, ker res verjamem, da je to projekt, ki bo spremenil način odnosov, ne samo v družinah, ampak tudi medosebnih odnosov nasploh. In držim pesti, to je pač moja vizija, da bi res postali bolj povezani in bolj prijazni drug do drugega, da bi se manj obsojali, da bi znali večkrat nevtralno kakšne stvari pogledati, in tale temeljni vodnik je sigurno prvi korak k tej moji viziji. Saj veste, a ne? Pravijo, da vizija se ti uresniči, če kaj za to narediš, če pa samo ležiš na kavču pa čakaš, pa ni nič. In to je pač prvi korak od mene in od Alberta, da uresničiva najine logotipe, ki jih širiva okrog, umetnost kreacije odnosov, in skupaj delamo svet lepši. Tako da je to najin pripomoček za to. Zdaj pa pojmo pojasniti. Najvodila za najstarše je ime zbirke. To pomeni, da v najvodilih za najstarše je temeljni vodnik komaj prva knjiga od v bistvu vsega skupaj bo 10 del, to se pravi, ampak bojo izhajale po delih, tako kot je tudi temeljni vodnik v 4 delih. Zdaj pa moram vam to pojasniti. Danes mi je ena mamica napisala, če bi lahko dobila vsebino, ker ne bi naročila vseh 4 delov. Ne morete kupiti enega posameznega dela, ker se med seboj tako povezujejo, da preprosto ne morete začeti na sred. To se pravi, temeljni vodnik je en del zbirke najvodil za starše, in ta del je izšel v 4 zvezkih. Zakaj sva toliko zakomplicirala, boste zdaj rekli. A si predstavljate, da bi ta zvezek imel 460 strani? Ne, a ne? To se pravi, ne bi ga niti v roke vzeli, ustrašili bi se, bi rekla, sta nora, to nikoli ne bom čez prišel, a ne? Zato ima vsak zvezek 112 strani, in vsak zvezek je narejen tako, da ima temo, ima zgodbo, ima zaplet, pokaževa rešitev, in potem so vprašanja, ki zadevajo vas osebno. In na ta vprašanja boste vi odgovarjali, jih boste vi začutili, boste spoznavali sebe. Kaj je namen temeljnega vodnika? Temeljni namen temeljnega vodnika je, da se starši začnemo zavedati svojega deleža. To pomeni,
Velikrat imamo starše, ki pokličejo in rečejo, dajte zrihtati našega otroka. Velikrat imamo starše, ki želijo pripeljati k nama otroke, da je z njimi nekaj narobe, da ne poslušajo, da ne ubogajo, da so nasilni, da so agresivni, da so leni, da so zasvojeni s telefoni, s tablicami, da imajo, ne vem, prehrambne težave, da so depresivni. In skozi več teh ubogih otrok tudi jemlje tablete. To se pravi, pomirjevala, antidepresive in ne vem kaj še vse. Tako da pač naju je začel to skrbeti. Skratka, zelo velik ene teže je usmerjene v otroka, kako bomo mi njega zdaj prepričali, da bo on prav ne narobe živel. In za večino otrok, zdaj bom rekla za večino otrok, zaradi tega, ker teh otrok, ki normalno funkcionirajo v našem smislu normalno, ne govorim zdravi, ne zdravi, prav narobe, ampak ki mi rečemo, da nimamo toliko dela z njimi, recimo, je skozi manj. Skratka, te otroci ubogi nam jemljajo totalno preveč časa in energije in mi se nenehno zapletamo z njimi v neke zgodbe, ki čez 10 let ne bojo več pomembne. A veste, in to je pretežko za njih in za nas. In družina postaja v bistvu ena naporna celica, kjer se družinski člani več ne počutijo varno in se ne morejo več sprostiti. To se pravi, temeljni vodnik je namenjen temu, da starši začutimo, da vidimo, da zaznamo to, da imamo svoj delež pri tem, kakšno je vzdušje, da imamo svoj vpliv na to vzdušje, to se pravi, da lahko to spreminjamo. In v vodniku boste dobili najvodila za to, kako priti do teh sprememb, kako jih prinesti v življenje, kako razumeti sebe, ne otroka. Skratka, začnemo pri sebi, začnemo pri sebi v temelju. Se opravičujem, malo bom vmes kašljala, pa še vodo sem si pozabila prinesti. Sicer pa nikjer ne piše, da jo ne moram jaz iskati, ne. Počakajte me, ne mi pobegati. Evo me, sem že nazaj. Hitra, ne? Se imam bliz pipo. Mim grede. Vsakič, ko pijem vodo, sem hvaležna, da si jo lahko s pipe nalijem. Da živim v taki državi. Torej, da grem naprej, velikokrat starši vprašajo, zakaj meni otrok to dela. Jaz sem že v veliko posnetkih na mojem YouTube kanalu, Albert in Leonida Mrgole, najin YouTube kanal, pardon, povedala, da otroci stvari ne delajo nam, da nismo toliko pomembni. Ampak še vseeno, jaz se spomnim, še zdaj se mi kdaj to zgodi, ker pač imam še zmer otroke in sem še zmer mama, čeprav so veliki že, Spomnim se tega občutka, kadar je kdo neprijazen, recimo, jaz zelo težko prenašam neprijaznost, pa zelo sem senzibilna za to. Skratka, ne rabite biti zelo neprijazni, da jaz zaznam neprijaznost. Zmer sem imela občutek, zakaj mi to dela? Pa jaz se toliko trudim, pa jaz sem prijazen človek, pa jaz sem pač vesel človek. Zakaj? Težko sem se distancirala toliko od teh stvari, da ni slaba volja mojih družinskih članov vplivala na mojo voljo. To se pravi, če so bili otroci sitni ali pa slabe volje, sem jaz tudi ratala sitna pa slabe volje. In enako se mi je dogajalo pri Albertu. Skratka, od kje prihaja ta občutek, da meni otrok nekaj hudega dela? Ta občutek prihaja iz mene, ne prihaja od otroka. In v temeljnem vodniku boste dobili spet točna najvodila, kako te občutke raziskovati, kako priti do njih, kako se spoznati. A veste, koliko je dober občutek, a veste, koliko je, vam čisto iz osebne izkušnje povem. V življenju vedno prihajajo nove stvari, ki jih nismo navajeni. Ne vem,
Pri nama je ena punca dobila pač bolezen, ki je neozdravljiva. In zame je bil to šok. In jaz sem se v enem trenutku obnašala, po mojem, da sem se obnašala tako, kot da imam jaz to bolezen. In sem se mogla na novo prilagoditi kot mama. In se še vedno prilagajam in še vedno se učim in raziskujem te stvari. In v moji družini primarni je tudi bila kronična bolezen, neozdravljiva. In imam neke vzorce v zvezi s tem. In te vzorci niso kompatibilni z odnosom do moje hčere. Petra, vodnik že lahko naročiš, imaš v prednaročilu 10 evrov cenejši in link do vodnika je že na izštekanih najstnikih, pa še tukaj v komentarje ga bom pripela. Hvala. Skratka, hočem vam povedati, da vsak dan nam življenje prinaša stvari, ki jih pač ne vemo, ki jih ne poznamo, ki pri sebi jih ne poznamo, ki odreagiramo pač tako, da se nam začnejo stvari okrog nas v odnosih z našimi najljubšimi osebami rušiti. In zato nismo slabe mame, nismo slabi očetje, nismo slabi otroci, ampak preprosto se dogajajo stvari, ki se jih ne zavedamo. In danes imate priložnost, da se to začnete učiti, da se to začnete zavedati. In zato so nastali te vodniki, zato so nastala najvodila za starše, cela zbirka. Ker temeljni vodnik je namenjen staršem vseh otrok. Kaj to pomeni? To pomeni, da je namenjen tudi moji mami, ker sem jaz še vedno njen otrok in še vedno imamo neko dinamiko. Skratka, namenjen je nekemu temeljnemu zavedanju o nekih vlogah, ki jih imamo in o nekih naših zgodbah, ki smo jih prinesli s sabo. In ja, o odgovornosti, ki jo kot mama prinašam s sabo. Da s tem nekaj naredim, da s tem nekaj naredim zase in s tem dajem vzorc otroku. To je, ne vem, meni je zadnjič Medeja rekla, jaz sem zdaj v zadnjih letih ful sem se spremenila in sem tudi začela bolj za sebe skrbeti in tako. In tako mi je rekla, mami, to je stvar, za katero sem ti v življenju najbolj hvaležna. Da si mi ti pokazala svojo vrednost. Da si ti začela vzeti čas zase. In mene je to šokiralo. Jaz sem zmer mislila, če se bom žrtvovala za druge, koliko bo drugim to pomenil, ampak jim ni, v breme jim je bilo. Ukvarjali so se s tem, kako mi je mečjo rešiti, kako mi čjo pomagati. A veste, zanimivo, ne? Tako da ja, nismo toliko zelo pomembni v tem smislu, da otrok vse stvari dela nam, ampak smo pa za otroka najpomembnejša oseba v življenju. Mi smo za otroka, oziroma bi mogli biti njegov varni steber. To pomeni, da otrok ne glede na to, koliko je star, dojenček, 3-leten, 5-leten, 7, 10, 11, 15, 54, vedno v sebi nosi občutek, da tam nekje je nekdo, na kogar se lahko nasloni. Pol pa ali pride ali ne, sploh ni pomembno, ker ta občutek, notranji občutek ima neizmerno moč, da nas čuva. Neizmerno energijo, ki nam, že samo ta občutek nam daje energijo, da se mi lahko v življenju spopadamo s težkimi stvarmi. Skratka, če jaz s mojim otrokom pri teh letih dajem občutek, da sem nekje in da se name lahko naslonijo, sploh ni nujno, da bojo k meni prišli, ker jim bo težko. Ampak bodo lažje sami zmogli. In jaz in Albert bi rada s temi najinimi najvodili za najstarše dosegla to, da se mi osvobodimo vseh bremen in začnemo živeti svoje poslanstvo. Da začnemo biti to, kar smo, sproščeni in da zaupamo vase. Tako da, hvala vsem, ki ste že kupili najvodila in hvala vsem, ki jih boste, ker skupaj bomo spremenili svet. Zdaj vam pa želim ful lep dan. Čau, čau!